Spoštovani, lepo pozdravljeni v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja v Novem mestu. Razpored bogoslužij in srečanj v naslednjem tednu je naslednji. Jutri v ponedeljek ob 19. uri je cerkev odprta za tihe molitve ob spremljavi krščanske glasbe. V torek ob 19. uri je srečanje žensk vseh generacij na temo zdravje. Torej, v torek ob 19. uri namesto v petek je srečanje žensk vseh generacij na temo zdravje. V sredo ob 19. uri je študijsko molitveno bogoslužje, naslednjo nedeljo ob 10. uri dopoldan pa osrednje bogoslužje. V imenu cerkve izrekamo članici cerkvenega sveta oziroma prezbiterija cerkve Mariji Barborič sožalje ob slovesu njene mame. Naj Bog potolaži vse žalujoče. Pomoč naša prihaja od Gospoda, ki je ustvaril nebo in zemljo. Biblično vodilo za danes in za prihodnji teden je iz drugega pisma Korinčanom in pravi: Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo, glejte, nastalo je novo. V današnjo božjo službo pa naj nas ponesijo besede iz psalma 66, ki gredo takole. Vzklikajte Bogu vsa zemlja, pojte slavo njegovega imena, dajte slavo njegovi hvalnici. Recite Bogu, kako strašna so tvoja dela. Zaradi obilice tvoje mogočnosti se ti prilizujejo tvoji sovražniki. Vsa zemlja pada pred teboj na kolena, prepevajo tvojemu imenu. Pridite in glejte Božja dejanja. Strašen je pri delu med človeškimi sinovi. Morje je spremenil v kopno. Peš so šli čez reko. Tam se hočemo v njem veseliti. Svojo silnostjo vlada na veke, njegove oči nadzorjujejo narode, uporniki naj se ne povzdigujejo. Slavite ljudstva našega Boga, dajte, da se sliši glas njegove hvalnice. On nas je ohranil pri življenju in ni dal, da bi naša noga omahovala. Preden bomo s pesmimi začeli opevati Božjo dobroto in usmiljenje, priznajmo svoje grehe. Gospod Bog, iz srca te prosimo za odpuščanje vsakdanjih slabosti, nepremišljenih besed in naših grehov. Tebi in soljudem bi lahko bolje služili, če bi tvojo zvestobo in vdanost jemali bolj resno. Ker vsega tega v naših življenjih primanjkuje, prosimo, usmili se nas. Amen. Naša skesana srca naj potolažijo besede iz psalma 145, ki pravijo: Milostljiv in usmiljen je Gospod, počasen v jezi in velik v dobroti. Gospod Bog podpira vse, ki padajo, vzdiguje vse, ki so upognjeni. Zato naj bo slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. V nadaljevanju bomo zapeli uvodno hvalnico.
Drage sestre, dragi bratje, izvolite sesti. Ta teden sem po dolgem času spet naletela na izsledke ene raziskave, ki sem jo že pred leti prebrala. In sicer je profesor Joad ob preučevanju bioloških in kemijskih elementov, iz katerih je sestavljen človek, zaključil naslednje. Človek je poleg vode sestavljen še iz masti, iz katere lahko narediš samo 7 kosov mila, apna, s katerim lahko pobeliš en kurnik, sladkorja, s katerim lahko osladiš 7 skodelic čaja, se pravi za en teden, fosforja, ki ga je dovolj za 2200 vžigalic, železa, iz katerega lahko narediš srednje velik žebelj, magnezija, ki ga lahko spraviš v majhno solnico, smodnika, s katerim lahko vržeš v zrak igračko, in žvepla, približno toliko, da z njim lahko psu iztrebiš bolhe. Prav grozno, kaj ne? Če v enačbi sestave človeka pustimo zgolj biološke in kemijske elemente. Človek zagotovo mora biti kaj več kot samo to. Pomislite, drage sestre, dragi bratje, na ljubezen, ki se lahko udejanja samo v odnosu z drugim. Ni kemijske ali biološke formule, ki bi jo lahko opisala. Ljubezen. Po eni strani tako izpeto in mnogokrat omenjeno čustvo in stanje, po drugi strani pa morda sploh ne vemo, kako bi ljubezen opisali. Hrvaški strokovnjak za medosebne odnose je dejal takole: malo kdo zares ljubi in to tako, da pri tem ne izgubi sebe. Ljubezen je namreč povezana z odpuščanjem in s hvaležnostjo. Če ne znamo odpuščati, če ne znamo biti hvaležni, potem pravzaprav nismo zmožni ljubiti. Zato, da ljubimo, namreč obstaja en pogoj. Imeti moramo zdravo srce. Le zdravo srce, ki v sebi ni zlobno, je zmožno ljubiti in je zmožno ljubezen tudi sprejeti. Če je naše srce izpolnjeno s praznino ali pa z grenkobo, sovraštvom in nezadovoljstvom, potem ne zmore ljubiti. Problem pa nastane, da včasih sploh ne znamo ljubiti. V Svetem pismu nam apostol Peter, ki je šel skozi osebno, lastno šolo učenja ljubiti drugega in sebe, pri čemer mu je pomagal sam Jezus, ki pravi: novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj. Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. Potem bodo namreč vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen. Nadalje pa apostol Peter daje povsem življenjske napotke glede ljubezni in pravi takole: Bog namreč hoče, da delate dobro in tako utišate nevednost nespametnih. Živite kot svobodni ljudje, vendar ne tako, da bi bila vaša svoboda zagrenjalo zla, ampak kot Božji služabniki. Vse spoštujte, ljubite, Boga se bojte, cesarja spoštujte. In če želimo biti, dragi zbrani, svobodni, potem se moramo v prvi vrsti naučiti ljubiti Boga, pa tudi sebe in seveda bližnjega. In v naslednjih nekaj pesmih lahko skupaj opevamo to Božjo ljubezen, ki se je razodela med nami, in tudi možnost, ki jo imamo, da ljubimo drug drugega in da s tem dokažemo, da je ljubezen odnos in da nas ravno ta odnos dela za ljudi, kar je zagotovo nad formulami sreče tega sveta. In to naj bo tudi naše današnje vodilo, ko bomo skupaj peli pesmi, prepevali pesmi, ki so pred nami.
naslednja pesem govori ravno o tej zapovedi, ki pravi, ljubi Boga, in ko bomo ljubili Boga, bomo ljubili sebe in bližnjega. Ljubim te, Oče, ljubim te, Jezus in Sveti Duh. In v pismu Rimljanom piše, da smo prejeli duha posinovljenja, v katerem kličemo Aba, Oče. To pomeni, dragi očka.
časti, polni zemljo vso, polni zemljo vso. Naš Bog in večni kralj, svetlobo je odet, prežene temo vso, prežene temo vso. Velik je Bog, boj z menoj, ker velik je On, naj spoznajo vsi, naš Bog je velik. Na veke vlada On, veličasten je, z besedo se drži, z besedo se drži. Trojedini Bog, Oče, Sin in Duh, od vekoma je On in večno isti Bog. Velik je Bog, boj z menoj, ker velik je On, naj spoznajo vsi, naš Bog je velik. Velik je Bog, boj z menoj, ker velik je On, naj spoznajo vsi, naš Bog je velik. Zvišeno ime, vredno vse časti, zato bom pel, naš Bog je velik. Zvišeno ime, vredno vse časti, zato bom pel, naš Bog je velik. Velik je Bog, boj z menoj, ker velik je On, naj spoznajo vsi, naš Bog je velik. Velik je Bog, boj z menoj, ker velik je On, naj spoznajo vsi, naš Bog je velik. Naj spoznajo vsi, naš Bog je velik. Naj spoznajo vsi, naš Bog je velik. Draga Božja cerkev, zaključimo ta naš skupni del z Jezusovo molitvijo Oče naš, ki jo lahko molimo skupaj. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Ker Tvoje je kraljestvo in moč in slava na vekomaj. Amen. In bomo pobrali še prostovoljne prispevke s pesmijo, ki pravi: sklenil hoditi sem za Gospodom.
Izvolite sesti. Smo pri Božji besedi. Naj začnem z resnično zgodbo. Bral sem o vodji, ki je vprašal najstnike, kaj bi storili, če bi jim zdravnik povedal, da je dokazano, da imajo le še en dan življenja. Torej, dokazano je, da imajo le še en dan življenja. Odgovorili so, da bi svoj zadnji dan življenja preživeli drugače kot sicer. Zagotovo, pričakovano. Samo Jason se ni strinjal z njimi. Rekel je, jaz bi šel k drugemu zdravniku po drugo mnenje. Seveda ne bi nič pomagalo. V tem primeru res ne. Mi pa smo prišli po mnenje v cerkev. Vprašali bomo Gospoda Boga za mnenje. Kajti to presega prvo, drugo in tudi katerokoli mnenje. Bog nam je dal svobodo. Lahko živim v temi ali v luči. Odločitev je moja. V bistvu je svoboda najlepši, a najtežji dar. Najlepši, a tudi najtežji dar, ki nam ga je Bog dal. Bral sem resnično zgodbo, vojaško zgodbo iz časa stare Perzije. Zapisano je, da so v stari Perziji ujeli dezerterja in ga obsodili na smrt. Poveljnik se je potem odločil za nekaj nenavadnega, neobičajnega. Dezerterju je dal možnost izbire med strelskim vodom ali velikimi črnimi vrati. Za pobeglega vojaka je bila odločitev težka. Dilema je bila kar precejšnja. Vendar se je odločil za smrt pred strelskim vodom, ne pa za velika črna vrata. Odločil se je za znano pot v neznano. Za znano pot v neznano. Čeprav je imel možnost izbire. Na kar je pribočnik poveljnika vprašal, kaj pa je na drugi strani velikih črnih vrat? In poveljnik je odgovoril, svoboda. Svoboda. Vendar poznam le nekaj pogumnih, da jo sprejmejo. Tako je zaključil poveljnik. Torej, Bog nam stalno odpira vrata. Vrata svobode. Ampak mi moramo stopiti skoznje. In ta vrata so Jezus Kristus, pot k očetu, po odrešeniku Jezusu Kristusu. Apostol Pavel se je tega zelo dobro zavedal. Poskusil je vse. Veljal je za akademika, kot rad večkrat naglasim, tedanjega časa. Bil je zelo izobražen človek. In poglejmo, kaj je zapisal. Vabim, da vstanemo in prisluhnemo. Drugo pismo Korinčanom, 5. poglavje, 17. vrstica. Če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo, glejte, nastalo je novo. Amen. Izvolite sesti. Hvala Bogu za njegovo sveto, resnično in večno besedo. Adam in Eva sta živela od gledanja Boga. Temu rečemo v teologiji blaženo motrenje. Živela sta od gledanja Boga, vendar to ni gledanje s telesnimi očmi. Gledati Boga ne pomeni vedeti, kakšen on je, ampak vedeti, kdo on je. Kdo on je.
Adamovi potomci ne živimo od gledanja Boga, ampak živimo iz vere v Boga. Torej, Adam in Eva živita od gledanja Boga, mi pa iz vere v Boga, po Jezusu Kristusu. In Jezus Kristus je vidna podoba nevidnega Boga. Bog se je učlovečil. To je temelj krščanske vere. Vera pa je spomin na izgubljeno gledanje Boga. V bistvu imamo vsi Božjo matriko v sebi. Ta krik po Bogu. Božja matrika, ta zapis je v nas. Vidimo jo tudi v celotnem vesolju, ne samo v podobi zlatega reza, ampak predvsem te Božje matrike, kot jo lahko imenujemo. Vsi nosimo v sebi vernika. Vsi nosimo v sebi nepotešeno hrepenenje po Bogu, po večnem življenju. Padli grešni naravi ne pomaga nov znanstveni dosežek, izum, kultura, izobraževanje, morala, samopomoč, trening, vadba, svetovanje, zdravljenje, filozofija, navsezadnje niti religija. Gre za več od tega. Vse to je lepo, dobro, koristno, potrebno, vendar ne zadostuje. Tudi če sem nekaj časa boljši volk v kaki pravljici, slej ko prej pokažem pravo naravo. To padlo naravo. Slej ko prej se pokaže pravi obraz. Vsi še tako zveneči človeški napori dolgoročno ne pomagajo. Samo kdor je zares v Kristusu, kot je zapisal apostol Pavel, v Kristusu je nova stvaritev. Kristus je novi Adam. V Adamu smo padli, v novem Adamu, v Kristusu pa smo nova stvaritev. Je tako, kot bi Bog še enkrat ustvaril svet iz nič. To je čudež. To, da smo tukaj, je čudež. To je res čudež. Ne poznamo se sicer, oziroma se ne bi sicer poznali med sabo. Ne bi se spoštovali. Ne bi govorili o tej Božji ljubezni, o kateri je bilo uvodoma rečeno. Tako različni, iz različnih okolij, mnenj, prepričanj, nacionalnosti, verskih ozadij, navad, kultur, vendar potem postanemo eno v Kristusu. Sploh to izrazimo pri obhajanju Gospodove večerje. To je čudež. To je nova stvaritev. Ne gre za popravke, nadomestke, izboljšave. To je Božja družina, največja v vesolju, si upam reči. Kako hitro smo zadovoljni z manj, kot nam daje Bog. Apostol pa pravi, če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo, glejte, nastalo je novo. In to ni naša zasluga, to je Božji dar. Na tem reformacija verska pade ali pa stoji. Torej rešeni smo po milosti. To je Božji dar, to ni naša zasluga. Kajti Bog me ne ljubi zato, ker sem jaz dober, ampak Bog me ljubi zato, ker je On dober. Do Martina Lutra je veljalo, da Bog ljubi samo dobre. Zdaj pa vemo, da nas Bog ljubi ne zato, ker smo mi dobri, ampak zato, ker je Bog dober. Znana televizijska oddaja, pred časom sem jo kdaj pogledal, Extreme Home Makeover, torej ekstremna, celovita preobrazba doma. Družina odide na oddih, gradbinci in oblikovalci pa hišo spremenijo v čudež, v dvorec, po želji stanovalcev. Nimamo vsi takšne sreče. In takšna preobrazba,
To je ta metamorfoza, to Bog dela v našem življenju, ampak potrebuje našo privolitev. Vse ostalo je njegovo delo. Torej, vse je milost. Apostol pravi ravno zato, če je torej kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo, glejte, nastalo je novo. Pa poglejmo pobliže ta njegov zapis. Izraz če. Če je torej kdo. Če. Ta če v izvirni grščini poudarja našo privolitev oziroma našo odločitev. Kajti to nam je dano na izbiro. Če. Torej, ni treba, da mora tako biti. Ni prisila, je ponudba. Potem pravi, če je kdo. Torej, kdo vključuje vsakogar. Vsi smo dobrodošli. V vseh časih in prostorih. Vsak je lahko vključen. Ne gre za elito, ne gre za duhovno buržoazijo, ne gre za izbrance. Vsi smo dobrodošli. In to brezplačno. Potem pravi v Kristusu. Če je torej kdo v Kristusu. Kristus je naše novo duhovno ozračje, sfera, položaj, lokacija, prostor. Živeti moram v Kristusu, biti moram v Kristusu. Kristus je moja lokacija, je moj dom, je moje bivališče. Kot je Kristus v očetu, moram biti jaz v Kristusu. Če sem v Kristusu, pravi apostol Pavel, sem prestopil iz smrti, iz kraljestva smrti v kraljestvo življenja. Sem prestopil iz teme v svetlobo. Torej, ne gre za zamenjavo veroizpovedi, ampak gre za zamenjavo lokacije. Zdaj sem v Kristusu. Ljudje pravijo, spreobrnil sem se, na pamet zdaj govorim, ker sem prišel iz hinduizma v krščanstvo. Ali pa iz ateizma, čeprav ateizem ne obstaja, v krščanstvo. Ali pa sem prestopil iz neke krščanske tradicije, recimo pravoslavne, v protestantsko ali iz protestantske v rimokatoliško in lahko bi nadaljevali. Torej ne gre za spremembo veroizpovedi, ne gre za spremembo ideologije, gre za spremembo preprosto to, kar Sveto pismo uči. Tukaj, biti v Kristusu. Človek je lahko v katerikoli cerkvi, ali hramu, ali templju, ali džamiji, ali svetišču, če ni v Kristusu. Religija tega ne pozna. Budisti ne rečejo, če je torej kdo v Budi, je nova stvaritev. Muslimani ne rečejo, če je kdo v Mohamedu, je nova stvaritev. Judje ne rečejo, če je kdo v Mojzesu, je nova stvaritev. In tudi kristijani ne rečemo, če je kdo v Martinu Lutru ali v papežu Frančišku, je nova stvaritev. Sveto pismo pravi, če je kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo, glejte, nastalo je novo. In zdaj vidite, kako nesmiselne so vojne, borbe, med vsem tem, kar sem naštel prej. Kaj ti ni bistveno? Bistveno je samo eno, biti v Kristusu. Kaj pa to pomeni? Biti v ljubezni. Ljubezen ne razdvaja, ljubezen se ne ločuje. Ljubezen povezuje in odpušča, gradi. Torej, to je znak. Jezus pravi, to je edini znak. Ali imaš prav, ali nimaš prav. Oziroma, ali si v Kristusu, ali nisi v Kristusu. Duhovno moram biti v Kristusu, tako kot je riba v vodi, ptica v zraku, korenina v zemlji. Kristjan je vedno v dveh območjih, v Kristusu in v svetu.
Če izstopim iz Kristusa, stopim na nevarno območje. Je tako kot ladja je v morju, vendar morje ne sme biti v ladji, sicer ladja utone. Gledal sem film o brodolomcu, ki se je rešil in pristal na samotnem otoku. Imel je ohranjeno pisalo, to mu je preostalo. Potem je tam na tem samotnem otoku našel še pripomočke, da je napisal sporočilo, da bi ga kdo našel in rešil. Sporočilo je dal v prazno steklenico, jo dobro zaprl in jo vrgel v morje. Njegov klic na pomoč, njegov sos je dosegel obalo, rešili so ga. Zakaj? Zaradi koščka papirja, ki je bil v steklenici, steklenica pa v morju. Kot sem že prej rekel, kristjan je v morju sveta in je izpostavljen nevarnosti. A je tudi v Kristusu, v steklenici, simbolično, zato je na varnem. Sliši se pa srhljivo, če ima kdo klaustrofobijo, da smo zaprti v neki steklenici. Torej zaprti, potlačeni v Kristusa, potem pa en zamašek, en štopelc in nam zmanjkuje zraka. Torej lahko bi kdo pomislil ob napačni interpretaciji, da to pomeni biti v Kristusu, biti nesvoboden. Kakšna zmota! V bistvu je to edini način, da živim, da preživim, da sem zavarovan pred neurjem in uničenjem. In tak položaj je moja rešitev. Apostol Pavel je zaključil, da je vsak, ki je v Kristusu, tako nadaljuje, nova stvaritev. Tu bi se lahko poigrali teološko in pogledali, kako je Pavel to lepo izrazil. Če poenostavim, gre za novo bitje. Mi smo nova kreatura. Predtem, ne vem, je bilo v mojem življenju ali v našem življenju, so nas vodili, ne vem, umazani motivi, interesi ali pa zlovoljnost ali pa sovraštvo, obrekovanje, zajedljivost, zagrenjenost, spletkarjenje, nepoštenost ali pa veliko tega, kar sodi na ono stran, ko nisem v Kristusu. Ampak v vsem tem, ko gre za novo stvaritev, moram vedeti, da apostol Pavel, in to je vidno iz izvirnika, ne govori o popravkih, korekturah, dodatkih, izboljšavi. Govori o povsem novem obstoju, novo stvarjenje. Zamislimo si začetek stvarstva, prva Mojzesova, prvo poglavje in tako naprej. Torej novo stvarjenje, nova kvaliteta, nova narava, to je to spreobrnenje, o katerem govori krščanska vera. In zato apostol Pavel v pismu Efežanom pravi, njegova stvaritev smo, ustvarjeni v Kristusu Jezusu za dobra dela. Zanje nas je Bog vnaprej pripravil, da bi v njih živeli. In v pismu Kološanom, saj ste slekli starega človeka z njegovimi deli v red in oblekli novega, ki se prenavlja za spoznanje po podobi svojega stvarnika. To je nova stvaritev. To je spreobrnjenje. Ne glede na to, v kateri cerkvi ali religiji človek sedi, živi. Kajti življenje z Bogom je lepo, je zanimivo, je obogateno, je vredno, je smiselno, je edinstveno.
Naši možgani so pripravljeni verovati. To vemo iz nevroznanosti. Torej ta božja matrika, če jo znova ponovim, je v nas. In ta čudež, ta preobrazba se dogaja v moči Svetega Duha. Saj človeško gledano ni normalno v tej hitrici, naglici, v tem kaosu, v tem svetu, ko nam zmanjkuje časa, priti v nedeljo zjutraj, ko je edini dan, da bi lahko počeli kaj drugega, bili z družino, šli nekam, vse lepo in prav, ampak da bi sedeli v cerkvi in poslušali, kako Daniel pridiga. Namreč gre za čudežno preobrazbo, ne zaradi mene, ampak v moči Svetega Duha. Nikogar nisem poklical po telefonu, naj pride na bogoslužje. Zakaj ste pa prišli? Torej, zakaj sem prišel? Torej, to je to, ta čudež. Namreč, nova stvaritev. Zakaj moram biti nova stvaritev? Nova stvaritev moram biti zato, ker verujemo v nova nebesa, ker verujemo v novo zemljo, v novi Jeruzalem, ker nalivamo novo vino v nove mehove, ker bomo peli novo pesem, ker imamo novo zavezo sklenjeno v Jezusovi krvi, ker bomo dobili novo ime, o tem smo govorili pri študiju v sredo, in ker imamo, kako je vse lepo danes povezano, novo zapoved, ta pa je, ljubite se med seboj. Ljubite se med seboj. Znani teolog in cerkveni oče Avguštin iz Hipona iz 4. stoletja je pred spreobrnjenjem živel umazano, divje, prostaško, grešno, sprevrženo, nemoralno življenje. To je neverjetno, kako je on postal nova stvaritev v Kristusu. Torej Avguštin, 4. stoletje. Potem pa je šel po spreobrnjenju, ko je postal nova stvaritev, kot kristjan v Rim po opravkih. Pa so ga opazili nekdani družabniki, nekdani pajdaši, tovariši. Slučajno pa se je srečal tudi z razvpito žensko, s katero je počenjal nečastna dejanja. Ko ga je zagledala, je glasno vpila: Avguštin, Avguštin, Avguštin. On pa se je obrnil in je rekel: ampak to nisem jaz. Stari Avguštin je umrl, jaz sem zdaj nova stvaritev v Jezusu Kristusu. To se je res zgodilo. To je tudi napisano. Takšna je tudi zgodba apostola Pavla. Preganjal je kristijane. Bil je farizej farizejev, to pomeni jud vseh judov, najbolj religiozno fanatičen fundamentalist. Ni odstopal od svojega prepričanja. In religija je iz njega naredila hinavca. Religija najprej naredi človeka dvoličneža. Potem pa se je spreobrnil tudi ta Pavel, ki je to zapisal, in postal je nova stvaritev v Kristusu. Po naravi smo uporniki. Volan smo vzeli v svoje roke, zato ne čudi, da je v svetu toliko karambolov. Svet brez Boga je vedno proti človeku. Všeč mi je Dostojevski, rad ga citiram, rad kaj še njegovega preberem. Zapisal je: če ni Boga, je vse dovoljeno. Richard Dawkins je napisal knjigo Iluzija o Bogu, torej slepilo, prevara o Bogu. Zapisal je takole, zelo pogumno: vsak, ki bo prebral to knjigo, in tudi vsak vernik, ki jo bo prebral, bo postal ateist. Potem pa je Alistair McGrath vrnil in napisal knjigo Iluzija o Dawkinsu s stavkom:
Sram me je, da sem bil ateist. Gre za priznanega oksfordskega doktorja znanosti in molekularnega biofizika, ki je postal nova stvaritev v Jezusu Kristusu. Ves svet je poln novih stvaritev v Jezusu Kristusu. To so neverjetne zgodbe. Smo v 3. tisočletju, najbolj ustrahovana generacija, obdani s tesnobo, zato moramo postajati nova stvaritev. Vsega se bojimo, lastne sence, vsega nas je strah. Ne le pred boleznijo in smrtjo, bojimo se tudi bližine, intimnosti, odnosov, ljubezni. Zakaj se tega bojimo? Ker se bojimo, da bomo to izgubili. Strah nas je, da bomo nesprejeti, da bomo izgubili naklonjenost. Strah nas je kritike, neuspeha. Strah nas je izražati čustva, ker smo bili tolikokrat prizadeti, ranjeni. Mlade je strah odgovornosti. Nekatere je strah odrasti. Nas, starejše, je strah, da bi nas kdo nadziral, zapustil, prizadel, da bomo osamljeni. Vse to in še mnogo tega je izraz domotožja po Bogu. Nostalgija po Bogu. To, da mi, ljudje, homo sapiens, razumna bitja, nočemo biti poraženci. Kaj to pomeni? Nočemo biti odvisni od Boga. Zakaj se tako malo ljudi danes odloča za vero? Zato, ker se nočemo ponižati, pa ne tako ponižati, kar ta beseda v tem primeru ne bi pomenila. Gre za to našo samozadostnost, samovšečnost, uveljavljanje sebe, za to nedotakljivost. Nočemo priznati, da potrebujemo pomoč, in ker si tega nočemo priznati, izhajam iz sebe. Pa tudi dokazi so takšni. Razvijamo obrambne mehanizme. Lahko se prikažem kot žrtev, da bi dosegel sočutje, usmiljenje, pozornost. V resnici pa gre za ranjeni ponos. In če okoli žrtvenih jagnjet nihče ne pleše, kaj se potem zgodi? Potem se v moje srce naselijo negativna čustva, zavist, nevoščljivost, prepirljivost, spletkarjenje, jeza, sovraštvo, zagrenjenost. Vidite, da potrebujemo novo stvaritev. Kajti, če gledamo neduhovno, je to znak osebnostne nezrelosti. In če gledamo duhovno, pa moramo biti v Jezusu Kristusu. Kajti potem smo šele zares svobodni. O tem je Luther napisal čudovit traktat o svobodi kristijana. Teolog Ambrož pa je takole zabeležil: če zapreš vrata svoje duše, bo Kristus ostal zunaj. Lahko bi vstopil, vendar noče udreti kot nadležnež in nasilnež, kajti resnična ljubezen spoštuje svobodo. Nikogar ne moreš prisiliti, da te ima rad, da te ljubi. Nikogar. Kajti to potem ni prava ljubezen. Če pa je ljubezen minila, prešla, pa nikoli ni bila
prava ljubezen. Kajti prava ljubezen vse veruje, vse upa, vse prenaša, vse pretrpi in tako naprej. Imamo to himno o Božji ljubezni. Torej, bistvo vere ni v tem, da bi razumeli, ampak da bi zaupali. Filozofija govori o tem, da bi razumeli. Vera pa govori o tem, da bi zaupali. Ne gre za podatke o Bogu, gre za Božje razodetje, gre za Božjo prisotnost. Ko sem jaz v težavah, mi ne pomaga, da vem nekaj o nekom, ampak da je tisti z mano, da me drži za roko, da me posluša, da čutim njegovo bližino, da me razume. Torej, sama filozofija tudi ni dovolj v tistem trenutku. In tako je tudi v krščanstvu. Gre za odnos, jaz, Bog, bližnji, ta sveti trikotnik. Ampak odnosov ne moremo vzpostaviti z materijo. Ljudje vzpostavljajo odnos s kristali, z energijo življenjsko, z objemanjem dreves ali pa z nanotehnologijo, z digitalno odvisnostjo in tako naprej, z umetno inteligenco. Kje pa je zaupanje? Kje je odnos? Zaupati pomeni nekomu podariti srce. Bolj, ko nekoga ljubiš, bolj mu zaupaš. Je tako? Bolj, ko nekoga ljubiš, bolj mu zaupaš. Bolj, ko ljubim Boga, bolj mu zaupam. In naša ljubezen in vera do Boga rasteta s tem, da poslušamo Božjo besedo. Bob Benson je zapisal čudovit sestavek. Ko te življenje utesnjuje, ne potrebuješ razlogov, ampak tolažbo. Ne potrebuješ odgovorov, ampak nekoga. Jezus ni prišel k nam s pojasnilom in z razlago, zakaj se nam to in ono dogaja, ampak svojo navzočnostjo, svojo prisotnostjo. Zato Sveto pismo v prvi vrsti ni znanstvena knjiga, ampak je življenjepis, biografija Boga v svetu. Je zgodovina odrešenja. V njem je neopisljivi Bog opisal sebe. In na nek način se strinjam z Martinom Lutherom, ki je trdil, da je vsak kristijan teolog. Kajti vsak se sprašuje. Potem pa je tu še en protestantski ugledni teolog Jürgen Moltmann. On pa celo je to nadgradil in pravi, da je tudi vsak človek, ne kristijan, recimo ateist, če sploh obstaja, teolog. Kajti vse nas sili k razmišljanju, k iskanju odgovorov. In apostol Pavel je svojo formulacijo zaključil. Staro je minilo, glejte, nastalo je novo. Torej, kaj je to staro, kar je minilo? Tukaj pa si lahko vsakdo sam odgovori. Oziroma, kaj mineva? Imamo takšne oblike glagolov, dovršne, nedovršne, v grščini pa je to še izraziteje izraženo. Kaj naj bi minilo še v mojem življenju, da bom svobodnejši? Morda so minili ali pa se odpovedujem sebičnim motivom, umazanim interesom, predsodkom. Predsodki so zelo zasužnjujoči. Spet ponovim Einsteina. Rekel je, lažje je razbiti atom kot predsodek. Kaj pa, če so to pogledi, ki jih moram spremeniti? Stališča, mnenja, navade. Vse, kar je bilo brez Boga, mora biti z Bogom. Vse, kar je bilo brez bližnjega, mora biti zdaj z bližnjim. Torej, služenje, spoštovanje. Kdaj je vse to minilo? Izvirni grški pravi v trenutku, ko sem vstopil v Kristusa.
Torej zdaj vstopamo v Kristusa, vstopamo v novo življenje, ker ga priznavamo za odrešenika in Gospoda. Zato Pavel pravi, kdorkoli bo klical Gospodovo ime, bo rešen. Če boš svojimi usti priznal, da je Jezus Gospod in boš v svojem srcu veroval, da ga je Bog obudil od mrtvih, boš rešen. S srcem namreč verujemo, z usti pa izpovedujemo vero in tako smo deležni odrešenja. Torej, vera je zaupanje. Vera ni fantazija, domišljija, vera ni fanatizem, vera ni tradicija, vera je zaupanje. Statiku zaupam, ko grem čez most. Pilotu zaupam, ko sem v letalu. Majhni budilki zaupam in mirno spim, da me bo zjutraj zbudila. Ko zbolim, zdravniku zaupam, da mi bo pomagal. In zaupanje, ki ga danes je čedalje manj, je zelo pomembno v krščanstvu, kajti vera je zaupanje. Končujem z resnično zgodbo, poučno o pustolovcu, akrobatu Charlesu Blandinu, ki je leta 1859 kot prvi človek v zgodovini hodil po nategnjeni vrvi nad Niagarskimi slapovi. Več tisoč gledalcev je gledalo, kako je lovil ravnotežje na 300 metrov dolgi vrvi, 60 metrov nad prepadom podivjane vode in to brez mreže varnostne in brez varnostnih pasov. Lahko preverite to v zgodovini. Po vrvi je hodil s hoduljami. Po njej je vozil tudi polno samokolnico. Ta res ni imel vrtoglavic, niti strahu pred višino. Gledalce je vprašal, ali verjamejo, da lahko po tej vrvi vozi v samokolnici tudi ljudi. Množica je glasno pritrdila. Potem je isto vprašanje postavil enemu izmed navijačev in tudi ta mu je pritrdil. Potem pa ga je zato izzval. Ali se potemtakem upate sesti v samokolnico, da vas po tej vrvi prepeljem na drugo stran? In navdušenja je bilo takoj konec. Torej, kaj želim s tem povedati? Eno je teoretična vera, eno pa je praktična vera. Lahko se široko ustim zdaj pred vami, tukaj v cerkvi, ko nam je lepo. Kaj pa jutri, če bomo zvedeli nekaj težkega, slabega? Da bo govoril nekdo nekaj proti nam, da bomo dobili neko diagnozo, govorim na pamet, da se bo zgodila neka nesreča, da bomo ostali lačni in bosi. Nikoli ne reci nikoli. Torej, kaj pa potem? Torej je razlika med teoretično in praktično vero, oziroma med teoretičnim in praktičnim zaupanjem v Boga. Torej, ni težko trditi, da sem kristjan, dokler varno sedim v cerkveni klopi in mi gre vse dobro. Zato je tako pomembno biti v Kristusu. Biti v Kristusu. Naj filozofi, zelo jih spoštujem in rad prebiram njihova dela, govorijo o veri v obstoj Boga, meni pa to ni dovolj, mi ne zadostuje. Raje govorim ob tem, tistega ne negiram, ob tem še o zaupanju. O zaupanju. Lepo je imeti prijatelja ob sebi. Lepo je nekomu zaupati. Ampak ko vsa zaupanja minejo, ostane eno zaupanje. Zaupati Bogu. Kajti Bog nam zaupa več, kot si mi predstavljamo in mislimo. Zakaj mi ne bi njemu? Poglejte, zaupal nam je, če se samo dotaknem za sekundo, ekologije.
Zaupal nam je svet, naravo, živali, vesolje. Pa kaj delamo s tem? Uničujemo. Zaupal nam je, naj naredimo lepo družino človeštva, pa streljamo drug na drugega. Zaupal nam je, naj gospodujemo v tem smislu, da ohranjamo, da gradimo, pa delamo drugače. In zato bodimo v Kristusu. Sicer se bo pojavil novi Mahatma Gandhi, pa bo spet izjavil, vaš Kristus mi je všeč, niste pa mi všeč vi, kristijani, ker niste podobni Kristusu. Ali pa, kot se je nekdo izrazil, ne govori mi, da imam prijatelja v Jezusu, dokler mi nisi najprej prijatelj ti. Ti meni in jaz tebi. Sosed sosedu in tako naprej. Hvala Bogu, da Bog dela vse novo. Izaija je to napovedal. Ne spominjajte se prejšnjih reči, ne mislite na nekdanje reči, glejte, nekaj novega storim, že klije, mar ne opazite? Da, speljal bom pot skozi puščavo in reke skozi pustinjo. Glejte, vse je novo. Lahko rečemo, nova predanost, novo obnašanje, nova odločitev, način mišljenja, novi načrti. Če nimamo načrtov, prenehamo živeti. Tudi zadnji dan pred smrtjo je rekel Martin Luther, ko so ga vprašali, kaj bi napisal, kaj bi naredil, če bi vedel, da je zadnji dan, rekel je, zasadil bi jablano. Torej novi načrti, nove želje, nova družba, novi prijatelji, prioritete, nov smisel, novo življenje, nove želje, novo srce, novo bitje. Če je kdo torej v Kristusu, je nova stvaritev. Glejte, staro je minilo, vse je nastalo novo. Amen. Vabim k molitvi. Hvala, Oče, da je v Kristusu vse novo. Hvala, da so v Kristusu stare stvari minile in postajamo nova stvaritev. Pomagaj nam razumeti, da ta neverjetna resnica ni le za prihodnost, ampak se dogaja stalno in vsakič tukaj. Hvala ti, da je ta trenutek tudi zdaj. Zato prosimo za globlje razumevanje tega, kaj pomeni biti del novega nebeškega stvarstva, Božje ljubezni. Milosljivi Bog, tvojo prisotnost želimo odkriti vsaki osebi, ki jo srečamo, vsakem dogodku, s katerim se soočimo. Nauči nas, kdaj govoriti in kdaj poslušati. Naj bo to naša novost, naj bo to naša svetost. Uglasi naše srce šepetom svoje modrosti. Hvala ti, ker nas presenečaš z novimi možnostmi in nas vabiš v svoj počitek. Amen. Bomo vstali in končali s pesmijo, ki govori o tem, ti si se dotaknil me. Dovolimo, da se nas Bog dotakne na tem bogoslužju.
Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje oblečje na tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje oblečje na tabo in ti podeli mir. Amen.